Reporter Milan je ponovno na sledi resnice. Vsi vemo, kateri dan je jutri. 27. april, dan, ko praznujemo dan ustaje proti okupatorju oziroma dan boja proti okupatorju. Danes bomo povedali nekaj resnic o tem prazniku, namreč z nami je borec narodno-osvobodilne vojne in sicer gospod Franc Švarc-Črni. Gospod Franc Švarc-Črni, kaj pravzaprav jutri praznujemo? Kaj je? Ja, bomo povedali še enkrat. Torej, gospod Črni, kaj pravzaprav jutri praznujemo? Ja, veste, malo slabši čujem, leta so že tu, pa bi bolj glasno, če mi govorite. Kaj jutri praznujemo, gospod Črni? Ja, res, jaz sem vesel, da se nekdo spomnil na nas, predvsem ko vim tega mladeniča postavnega, ko ste vi tu zdaj zraven. Se kar spomnim na tiste čase in kar vidim, kak na hrbtu nosite puško mitraljes, pa greste v borbo. Ker taki zdravi fantje, taj, ko smo mi bili takrat, kot ste vi postavni, smo takrat šli pravzaprav goloroki nad to drhal fašistično. In kot sem rekel, jaz vsakemu rečem, pa tak zdaj tudi vam, tu magari pred mikrofonom, jaz sem pa poklical partizan in partizan bom ostal, ker me ni sram. Je pa res, da jutrišnji praznik, to so zdaj vse zamešali. Tu ima cerkev prste vmes, to sem 100%, kajti to je za mene dan OF. Moj brat je bil 27. aprila 41 v Vidmarjevi vili z Josipom Vidmarom in njegovim bratom Nandetom ter še takrat malim Milanom, to so vsi trije bratje Vidmar, prisoten, ko se je ustanavljala OF. In mi smo bili takrat slovenski sokoli. In ideja je padla res da na Martinovo, ko smo ga malo spili, samo to je nekako živelo v nas in mi smo bili tisti pobudniki, da zdaj slovenski jezik govorimo ponosno in zravnano, da se ne menimo samo po kleteh. To so naše zasluge. In mi smo šli. Nismo marli za kri, niti za težke muke. Jaz sem šel na prvo zasedanje Avnoja v Jajce peš. Sem dal staremu, se pravi tovarišu Tito roko, nisem nič spil, nič jedel, šel takoj nazaj, ker je bila tu pri nas ofenziva pri Fali in se celo pot od sreče joko. Zdaj takih vrednot ni več. Gospod Franc Švarc-Črni, to pa je zanimivo, to pa je zgodovina, sicer pa, gospod Črni, morda še beseda ali dve o tem, kaj se je pravzaprav dogajalo v tistih burnih dneh. Kaj je? Ja, gospod Črni, kaj moram bolj glasno govoriti, kaj nič ne slišite? Ne, vete, se opravičujem, na eno uho nič, na drugo pa zelo slabo od tiste akcije tu v Folkmerjevem prehodu, ko smo tistega BMW-ja v luft dvignili, takrat je malo preblizu mi poknilo. Lahko pa vem, da smo bili tako odločeni, če ne bi takrat najdli ajmera za benzin, ko smo ga polili, smo bili pripravljeni benzin ne z ustih, ker to je bila hitra akcija, uspešna in tak bi rekel, da najpočasnejši je bil Bojan Ilih, tistega smo vlekli za sabo, ampak drugač smo naredili to tako je treba. In naj še enkrat vem, moj brat je bil zraven, mi smo bila sokola, v Vidmarjevi hiši, ko se je ta osnovna celica OF ustanovila in prava sramota je, da se noben ne spomni na nas partizane. V šoli se več to ne učijo, vsi nam obračajo hrbet. Samo povem vam, mi smo bili navajeni jest mah pa korenine. Mi tako hitro ne mo šli in še enkrat, postavni dečko, hvala ti, da si prišel, ker redki pridejo k nam nas poprašati, kako in kaj. In še enkrat, živela OF! Ja, gospod Franc Švarc-Črni je bil tole z resnico o dnevu OF.